Čas je, da interneta ne spoznavamo le pred računalnikom, ampak tudi za njim. Včasih smo za internet uporabljali le kable iz bakrenih žic, po katerih so potovali električni signali. Danes pa vemo, da je za prenos podatkov najboljši optični kabel. V njem so tanka steklena vlakna, debela kot človeški las, po katerih potuje svetloba. Zanimivo je, da tudi če to vlakno ukrivimo in te krivine niso preveč velike, svetloba ne uhaja iz vlakna. Hiter svetlobni signal tudi na dolgih razdaljah le malo oslabi. Različne barve svetlobe pa lahko prenašajo več vrst informacij naenkrat. Temu pravimo širokopasovni internet, ki omogoča prenos multimedijskih vsebin. To je ful dober, kaj se lahko povsod povežeš, pa lahko s temi sorodniki, ki so na primer v kakšni drugi državi, pa se lahko zastonj pogovarjaš. Vse, kar potuje po internetu, zvok, slika ali napisano sporočilo, ki ga na primer želimo poslati v Ameriko, se pretvori v zaporedje enic in ničel. Tako šifrirana informacija potuje do optičnega modema, ki enice in ničle spremeni v svetlobne signale. Gre torej za dvojiški oziroma binarni sistem, v katerem sta le dve možnosti. Signal je ali pa ga ni. To je informacija, ki nato potuje do centrale, kakršna je tale v Ljubljani. Pot nadaljuje na primer do Amsterdama, nato pa od Londona do New Yorka po optičnem kablu, ki teče po dnu Atlantskega oceana. Vso to pot svetlobni signali opravijo v le desetinki sekunde. Računalnik, ki signale sprejme, jih pretvori nazaj v podobo, ki jo razumemo uporabniki internetnih storitev. Nikoli nisem pomislil, da svetloba povezuje toliko ljudi. V prihodnje pa jih bo še več. Evropska unija si je namreč postavila cilj, da do leta 2020 z optično napeljavo, ki bo omogočila širokopasovni internet, poveže čim več domov.